Istro, sred Piranskega zaliva sem, ura je 15 do 9. Ta trenutek začenja misijo z jetom na Hvar. Vremenski pogoji niti približe niso idealni, čakal sem burjo, koliko, 2 dni da mine. Zdaj se je vse skupaj pomiril, tamle nekje za rtom Savudrijskim, pa je piha malo jugo. Današnji cilj je premagati Istro, se pravi narediti enih 100 km ob obali, pol pa sekati čez Kvarner. Držbo pesti, rabim sam dobro vreme. Mislim, da imam kondicijo, v stroj popolnoma zaupam, tako da to je to. Pejmo, pejmo! Ful ga dobro pičim in Poreča sem že. Za mano je 1 ura vožnje, 42 km, povprečna poraba 18,9, povprečna hitrost 44 km/h. Vozim ga na tempomatu 50 km/h, res uživam na polno. Vreme zaenkrat tople, tamle ena fronta se mi kaže, ampak jaz se bom držal bolj levo. Prav uživam, res. Musko imam, le to. Pelem se proti Kamenjaku. Zadeva postaja malo bolj resna. Pa niti na Kvarnerju še nisem. Tanka imam še za 70 km, tako da grem nekam do Medulina tankat, pa bomo pa videli, kaj bo. Zaliva me kaj norca. Tankamo v Medulinu, preverimo, kako je za čez Kvarner, pa se pol odločam, ali ja ali ne. Pozabil sem doma kremo za sončenje. Jaz sem se sparkiral tle v Medulinu, najdel enega tamavga, pa sem ga prosil, če mi gre v Konzum iskat kremo. Dobil sem kremo. Kaj mi je všeč, ko se moraš takole malo znajdeti? Nič, grem se nekam sparkirati, pa malo počakati, da se veter poleže. Po moje ni pametno iti takoj zdaj čez Kvarner, ker tole zdaj je bilo kar brutalno. Trenutno ni za čez Kvarner, parkiran sem tle v Medulinu. Če tle piha, odzuni ful piha jugo, tako da moram počakati. Napoved je taka, da čez 1 uro neha pihati, malo še počakam, pa probam čez udariti. Ni mi hudega, le to. Hladilna skrinja, tlele imam vse, kar rabim. Nič, malo se je umiril, pa bom probal čez udariti, čez Kvarner. Sicer bom potegnil po vzhodni obali Istre še malo noter, pa si probal zožati tole prečkanje, pa čez udaram na Cres. Pa nekako računam, da jugo ne bo toliko močen. Tako da ja, gremo probati. Nor feeling, ko pogledaš pred sabo, pa vidiš samo eno veliko modrino, pa si začrtaš smer, pa rečeš, ok, zdaj pa sam čez. Valovi so, ampak ni prehudo, me razmetava, a jaz mislim, da bo šlo. Zdaj grem še malo ob obali, pa sekam tamle čez. To je to, pejmo! Lep pozdrav sred Kvarnerja. Velika modrina, jet pa jaz. Ful dober, mislil sem, da bo hujš. Tako, ker so me tam pri Medulinu razmetavali valovi, je tle v bistvu čist fajn. Mislim, ni idealka, le kakšni valovi so. A veš kaj je? Ni pravilnih valov, pač z vseh strani so nametani in te ruka in te odbija in je tak rock'n'roll.
ampak je dober. Najdu sem neko pravo hitrost, ki lepo obvladujem jeta in jaz mislim, da bom čez ene pol ure že čez prišel. Ful dober. Tole na moji levi strani je Cres, kar pomeni, da sem premagal Kvarner. Bilo je noro, valovi iz vseh strani, sicer ne toliko veliki, kakor tam pri Kamenjaku, tako da zdaj pravac Lošinj, natankat, pa pičim naprej. Bomo videli do kam pa kako. Tole za mano je bil Osor, prehod na notranjo stran Lošinja, most, ki ga odprejo zjutraj pa popoldan. Če imaš pa jeta, imaš pa to prednost, da greš lahko kadarkoli od spodi. Dobar, ne? Evo, zdaj pa na Lošinj pa nekam tankat, sicer imam še pol tanka, vsako črpalko je treba izkoristiti pa natankati. Lošinj lahko prečrtam, tamle čez je Premuda, pa je pa že ist moja končna destinacija za danes. Nad gradom danima vise iste kulise. Otok Ist. Tle bo konc moje prve etape, tako da tle imam prijatelje, tle imam družbo, tle bom prespal, tle si bom spočil, jutri pa pičim naprej. Povem ti še bilanco današnjega dneva, pazi tole. Se pravi, 231 km, neto sem bil 6 ur pa 9 minut na jetu, povprečna poraba 16,3 litra na uro, povprečna hitrost 38 km na uro, maksimalna 103. Dobro jutro, ura je 6 zjutraj, probam ujeti ponaco, probam ujeti brez veterje, ker napoved spet ni najboljša. Precej severo-zahodnega vetra, tako da grem probat prehiteti vse skup. Glej makino. Jutranji tuš. Nimaš kaj. Natankali smo polnga, toliko da zdržimo po moje nekje do Murtarja ali pa kaj tazga, bomo videli. Ampak zdaj lažje, ko smo polni, ko smo siti, ko smo natankani, pičimo naprej. Tale dež pa tudi mislim, da bo nehal kmalu. Tole je ne vem kva. Iz enega oblaka se je utrgal. Tole poglej, prosim te. Eno uro že držim na tempomatu, 50 na uro, spustil nisem niti za sekundo. Toliko je lepo, toliko je noro lepo, žive duše ni nikjer, valov ni, vetra ni, idealni pogoji. Prej sem zuno šajbo, sem ga džinksnil, ne. Leto kva je okrog mene. Pač penjo se valovi, ampak me pa tolaž to, da nimam veliko pred sabo. Tamle je šolta, pol moram pa še čez na Hvar sekati, tako da bo naporno, ampak sem pripravljen.
Lega Hvar, stari. Zadnja ura pa pol. Sploh ti ne znam razložiti, stari, kako sem trpel. Ne vem, težko to spravim ven iz sebe, ampak res je bilo hudo, res je bila patnja, ampak zdaj sem tle. Tamle je Luka, zdaj bom noter zapeljal. Stari z Jeto sem prišel na Hvar, ne moram verjeti. Fuck. Ajde, še statistiko ti povem, lej. 199 km pa pol, 5 ur pa pol, povprečna poraba 15,7 litra na uro, povprečna hitrost 36 km na uro. To je današnja. Vse skupaj 436,6 km v 11 urah in 54 minutah. Povprečna poraba 15,9 litra na uro, pa povprečna hitrost 37 km na uro. Folk, sam še eno stvar, prosim lepo, naj tale video ne bo inspiracija komu za kaj podobnega. Če nisi prepričan vase, če nisi prepričan v stroj, če nisi 1000krat preveril vreme, prosim narin na odprto morje. Nočem biti odgovoren za kakšno neumnost. Sicer pa ful hvala vsem, da ste me podpirali na poti, hvala podjetju Ski&Si, da je podprl ta projekt, hvala mojim prijateljem na Istu, hvala Ivanu in celotni ekipi Garifula, njegovi družini za gostoljubnost na Hvaru in pa, ne vem, mogoče kaj podobnega ušpičimo naslednje leto. To je to. Ajde, čau.